Dolgotrajno vroče in suho obdobje vpliva tudi na vodne vire. Preverili smo, kakšno je trenutno stanje na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kako poteka oskrba s pitno vodo in ali se nam v prihodnje obetajo morebitne omejitve. Na Komunali Novo mesto, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo v 8 občinah, trenutno še ne zaznavajo težav. Trenutno stanje je še zadovoljivo. Mi v vseh 8 občinah, kjer izvajamo službo oskrbe s pitno vodo, nimamo racionalne rabe. Izrečeno je samo v občini Žužemberk, trenutno pa v Novem mestu, predvsem zaradi kolektivnih dopustov v 2 največjih podjetjih, količine ustrezajo in ni pomanjkanja vode. Poraba pitne vode se je v zadnjem mesecu pričakovano povečala. V poletnih mesecih, posebno kadar je velika suša, beležimo tudi 20 do 30% višjo porabo vode. Največji vpliv na povečano porabo imata predvsem zalivanje vrtov in zelenic ter polnjenje bazenov. Če razmislimo, vsak bazen danes ima med 15, 30, tudi do 50 kubikov, povprečno gospodinjstvo pa mesečno porabi okrog 16 kubikov vode, to je štiričlansko gospodinjstvo, tako da se v nekaj urah, ali pa bom rekel v enem dnevu, se porabi celotna mesečna ali pa celo dvomesečna poraba vode. Če se bo vročinski val nadaljeval in padavin še naprej ne bo, bi lahko v prihodnjih dneh oziroma tednih uvedli ukrep racionalne rabe pitne vode. K odgovorni porabi pa uporabnike pozivajo že zdaj. Obstaja pa dejstvo, da če vode zmanjka za vse. Tukaj ni bogatih ali revnih gospodinjstev, gospodarstva, ko je ni, je ni. Kakšno pa je stanje v deželi Belih brez? V javnem podjetju Komunala Črnomelj izvajajo javno službo oskrbe s pitno vodo v občinah Črnomelj in Semič. Z njenim predstavnikom smo se dobili na izviru reke Dobličice, največjem vodnem viru občine Črnomelj. Kot tudi drugod v državi so razmere pri nas opazne, se pozna dolgotrajna suša in zaradi tega so tudi manjši nivoji vseh vodnih virov. Stanje vodooskrbe je še vedno stabilno in obvladljivo in zato uporabnikom še ne omejujemo uporabe pitne vode. Tako naj bi tudi ostalo, saj so nivoji na vseh črpališčih sicer nizki, a ne kritični. Situacija je ta trenutek stabilna in neke spremembe ne opažamo že kakšen mesec dni. Vkolikor pa bi prišlo do kakšnega poslabšanja razmer ali pa kakšne nepredvidene okvare večje v omrežju, potem bomo tudi mi primorani uporabnikom izdati ukrepe, kakor jih imajo drugod. Uporabnikom svetujemo, da pri uporabi pitne vode ravnajo preudarno in odgovorno in nam tudi sporočajo vse okvare, ki jih opazijo sami na javnem omrežju. Pretok reke Dobličice na izviru je ob normalnih razmerah med 150 in 200 litri na sekundo, v sušnem obdobju pade na 120, zato Vesel vse poziva. Z odgovornim ravnanjem in bomo skupaj prispevali k nemoteni oskrbi s pitno vodo in tudi v primeru kakšnih nenadnih dogodkov bi vode moralo biti dovolj zaenkrat. Razmere pa spremljamo dnevno in vkolikor bi prišlo do kakšne spremembe, bodo uporabniki obveščeni preko sredstev javnega obveščanja, kakor običajno. Belokranjska lepotica reka Kol pa je imela večji del prejšnjega tedna več kot 30 stopinj. O pomanjkanju padavin pa sicer še vedno mirno teče naprej. Visoke poletne temperature in dolgotrajno sušno obdobje tudi v Posavju terjajo svoj davek. Stanje na področju vodooskrbe v mestni občini Krško in občini Kostanjevica na Krki budno spremljajo v krškem komunalnem podjetju Kostak. Dejstvo je res, da zaradi dolgotrajne suše oziroma pomanjkanja padavin opažamo že nekaj časa, da se nam gladine podzemne vode, kjer seveda črpamo vodo za obe občini, ker izvajamo javno službo, to pomeni v mestni občini Krško in pa občini Kostanjevica na Krki. Torej te nivoji vode se nižujejo. K stabilnemu nivoju podtalnice ključno prispeva tudi količina padavin v zimskih mesecih. Zimske padavine so bile kar obilne, torej predvsem Gorjanci so dobili kar veliko snega letos. Žal pa to zdaj že lahko rečemo kar veliko tednov ne padavin na tem območju, seveda nam povzroča to stanje podzemnih voda. Razmere po besedah upravljavca sicer niso alarmantne.
Trenutno na vseh vodnih virih, torej na območju naših 2 občin, imamo 14 vodnih virov, kjer črpamo vodo. Ključni sta seveda v Krškem Brege in pa Rore in pa v Kostanjevici črpališče Jama. Na vseh vodnih virih opažamo nižanje nivojev podtalnice, zato smo seveda se tudi v tem tednu odločili za ukrep racionalne rabe pitne vode. Kljub temu pa večjih prepovedi še niso izdali. Stanje lahko rečem, da ni kritično, nivoji se znižujejo, pretoki so še vedno zadovoljivi za naše potrebe, približno 80 litrov na sekundo je dnevna poraba vode na območju naših 2 občin. Te količine zaenkrat, lahko rečem, brez težav zagotavljamo, seveda pa se moramo zavedati, da je lahko v trenutku drugače, iz danes na jutri. Zato je seveda v tem trenutku samo racionalna raba pitne vode, kjer seveda se mora vsak posameznik vprašati, da tako pomembno dobrino, kot je voda, da je jutri, lahko da ni, da seveda racionalno delamo pri zalivanju vrtov, zelenic, pranja avtomobilov, polnjenja bazenov. Pripravljeni so tudi na scenarij, da bo sušno obdobje trajalo dalj časa. Mi predvidevamo seveda, da ne bo stanje trajalo v nedogled. Verjamem, da bo v naslednjem mesecu nekaj padavin in bo predvsem Krško polje se napolnilo in bo potem nam veliko lažje. Tako da jaz verjamem, da v tem mesecu, torej mesecu avgustu, lahko zdržimo s tem, seveda pa dnevno mi to spremljamo in če bi se nam zgodilo karkoli resnega, potem postopamo po zakonodaji naprej. Se pa pri Kostaku zavedajo, da bo prvo večje deževje prineslo tudi izzive z zagotavljanjem kvalitete čiste pitne vode.